ko zanosiš, se nekaj zgodi. En tak premik v tebi, ker začneš razmišljati drugače. In vidiš, da vse odločitve, tiste najmanjše v življenju, niso samo odločitve zate, ampak dejansko tudi za bodočega otroka, za družino. Drugače gledaš, nisi samo ti. In tukaj se lahko zgodi, da postaneš zelo paranoičen, ko začneš brati deklaracije in spoznavati stvari, ampak vse glih je pa fajn, da si ozaveščen in predvsem, da zelo praktično in jasno pogledaš na vse stvari. In prva stvar, katero je treba pogledati, ni samo to, da ne piješ alkohola pa da ne kadiš, ne? Ampak da dejansko pogledaš te najbolj nevidne vplive, ki pa so ves čas prisotni. Zdaj, kaj to je? To so absolutno oblačila, to je posteljnina, v kateri spiš, to je zrak, katerega dihaš, in to so čistila, s katerimi dejansko čistiš. In zdaj, konvencionalna čistila so problematična, so dejansko velik problem. Dajmo pogledati na zelo poenostavljen način, zakaj so dejansko taka konvencionalna čistila problematična, ker v večini primerih gre za hormonske motilce in zdaj takole na seznamu. Problem teh čistil je, da imajo noter prvo kot prvo sintetične dišave. To so hormonski motilci, neke spojine, vsebine, ki definitivno niso dobre. Agresivni tenzidi to zelo učinkovito sicer čisti, ampak draži kožo in dihala in tudi to se nabira v telesu in zelo negativno vpliva in seveda, da tudi pride dejansko do otroka, pride dejansko do ploda. In pa konzervansi in stabilizatorji, ti sicer podaljšujejo rok uporabe, ampak ravno tako niso prijazni. Ena finta, ki jo definitivno pri čistilih vedno uporabijo, je to, ko ti greš recimo kupiti, pa kako dobro diši. Von po čistem še ne pomeni, da je dejansko zadeva res čisto. In kar mene osebno najbolj straši, je to, da obstaja zelo velika razlika med tem, kaj je proizvajalcem, podjetjem dovoljeno in kaj je dejansko varno. In tukaj na tem momentu bi vas rada povabila, da si pogledate celotno oddajo, ki smo jo posneli z Antonom Komatom. Tukaj pa je en kratek izsek ravno o tem, kakšna je ta razlika med varnim, med dovoljenim, koliko je nekih novih kemikalij, ki so na deklaracijah ali pa niso na deklaracijah in jih dejansko dobimo v telo. Zakaj? Zaradi tega, ker ti nekaj čistiš, to pride v telo. Slej, ko prej pride v telo in slej, ko prej pride tudi na naše krožnike. Poglejmo, kaj je povedal Anton Komat. To je vprašanje nekega velikega paradoksa. Na prvi pogled je čudno, da po eni strani umirajo od lakote, po drugi strani pa od debelosti. To je ta velika asimetrija sodobnega sveta. Temu bi rekel, da sodobni človek je razpet med dve možnosti, ali umre ob prazni skledi od lakote ali pa ob polni skledi od prenažrtosti oziroma od konzumacije hrane, ki je polna kemikalij in nevarnih snovi. Ta asimetrija je posledica velikoserijske proizvodnje v kmetijstvu, torej tiste napake, ki je bila narejena že v času industrijske revolucije, ko je Zahod začel velikoserijsko proizvodnjo tehnične robe, ki se je danes izrodila v tehnično kramo za enkratno rabo, ki se ne servisira pa vzdržuje, ampak se kopičijo gore odpadkov iz tega. Ampak pri hrani pa tako, torej koncept fabrike, tovarne, velikoserijske proizvodnje so nekritično prenesli na nivo. Ampak niva ni zaprt sistem, kot je neka tovarna, ki je pod nadzorom inženirskih duhov ali pa inženirskih znanj, ker je pod kontrolo input in output, kjer je sistem zaprt, kjer je tudi vse kontrolirano, ampak niva je stik z naravo, z odprto naravo, s klimo, z pedologijo, z življenjem. In tukaj je ta naivni koncept velikoserijske proizvodnje trčil ob naravo. Torej v naravi nimate monokultur, bi temu rekel koruze do obzorja. V naravi imate na enem aru, recimo pestrega travnika, 50-60 vrst rastlin. Biodiverziteta. To je izjemno in narava podpira to pestrost,
Mi smo šli pa na monokulture, ampak gledajte, monokultura je v bistvu še druga velika napaka, namreč, ker tega v naravi ni, mi moramo monokulturo vzdrževati z vložki energije, ki je pač pretvorjena v tem primeru v strupe. Torej, monokultura nudi neskončno hrane za tisto škodljivo zadevo, nekega škodljivca, pa neko bolezen, pa nekega parazita, ki bi sicer v razpršeni biodiverziteti iskal otočke hrane in s tem tudi tvegel, da je pojeden. Tukaj, če ima pa monokulturo do obzorja, je pa neskončno obilje hrane in tudi razmnoževalni potencial teh bitij pol eksplodira in zato rabimo kemijo. Tudi posledica tega je tudi eksplozivni potencial razmnoževanja človeštva, ne? Ki je točno, če gledamo korelacijo, porast populacije na globalni ravni je točno analogen porasti porabe kemičnih gnojil. Torej vidimo, da je poraba kemičnih gnojil ni zato, da bo reševala lakoto, ampak nam je povzročila lakoto. Torej industrijsko kmetijstvo je povzročitelj svetovne lakote. Kemikalije so torej resničen problem in veliko ljudi se ukvarja z onesnaženostjo zraka zunaj nas, ampak dejansko najbolj se zastrupljamo doma in najbolj se zastrupljamo s tistimi stvarmi, ki jih uporabljamo na dnevni ravni. Se pravi, vprašanja, kakšno posteljnino imamo, a ne, s kakšnim detergentom umivamo vsa oblačila, ker to ostane dejansko na oblačilih. Ni normalno, da noro diši, kakor da si se s parfumom polil ne vem koliko časa v omari, a ne? S čim dejansko drgnemo tla, po katerih potem ližejo, se plazijo naši otroci, živali in podobne zadeve, a ne? S kakšnimi čistili, ne vem, pucamo posodo recimo, ali strojno ali pa ročno, a ne? Vse to so zelo pomembna vprašanja in velikokrat pride do največje osnove in to so dejansko čistila. In meni so všeč čistila, ki so po nekih mojih kriterijih, torej tudi pokažem vam, kateri so moji kriteriji za čistila in ne samo moji, tudi kriteriji klepetovih strokovnjakov, se pravi pogoji. Čim bolj simpel, čim bolj preprosto, se pravi, govorimo o nekih ekoloških formulacijah. To je kljukica. Kljukica je, da nimajo nepotrebnih dodatkov noter. Da bi se, ne vem, ful penali, da bi, ne vem, bili ful parfumirani in bi ful bolj dišali in podobno. Ponavadi uporabljajo eterična olja za to, ki so sicer dražja, ne? Občutek, da vem, kaj dejansko uporabljam, ne? Da ko primem zadevo pa pogledam, da vidim, da je noter, aha, ok, zelo preprosto vse znam izgovoriti, se pravi je ok zadeva, ne? Slovenci smo, premalo imamo ozaveščenosti, meni se zdi, da je zelo fajn, če je zadeva narejena v Sloveniji, da se podpre slovensko gospodarstvo in pa, da imajo opcije, da se ponovno napolni, ne? Recimo, kaj jaz uporabljam? Jaz zmeraj uporabljam tele možnosti napolnitve, ko so potem take posebej vrečke, pa še cnej so, ko so brez embalaže, in jih potem dam v stekleničke in se pač odločim, a ne, katero vom bom pač uporabljala recimo, a ne, in potem imam več teh stekleničk in ko se spraznijo, jih dejansko samo napolnim, čistila kupim na zalogo, sploh zdaj v času nosečnosti, ki je treba gledati še na poporodno obdobje dejansko, pa da je vse pripravljeno in evo, imate dejansko pokrito vse, kar potrebujete. Tole so omnana čistila recimo, a ne. Se pravi, imamo za pranje, imamo detergent, imamo dejansko mehčalec, tukaj imamo recimo 4 okuse oziroma 4 vonje, ki so dejansko zelo prijetni, ampak niso to vonji tisti sintetični, ki jih takoj prepoznaš. Jaz sem čistila zamenjala že dolgo časa nazaj, ne zaradi prve nosečnosti, ampak predvsem zaradi tega, ker moja pljuča so precej občutljiva in moja jetra tudi. In ko imaš občutljiva pljuča in jetra, ni šans, da vohaš sintetične stvari dejansko, ne? Tako da evo, tukaj imamo pokrito, kar se tiče dejansko samega pranja perila. 4 različni okusi, potem tukaj imamo tole, kar se v moji hiši, ker pač živim v leseni hiši, zelo uporablja. Čistilo za lesene površine. Zadnjič sem
brune od zunaj spucala, neverjetno noro, koliko je šlo dol, sploh nisem vedela, da se to lahko tukaj spuca. Pol je recimo za kamen, pol imate te, ki so večnamenske, večnamenskih zadev. Potem imamo tukaj za kamen, za kopalnico, se pravi v kopalnici, da pogledate, predvsem v kopalnici so ponavadi zelo, zelo toksične zadeve. Potem imamo za steklo, za steklo, da hitro gre dol, naša ta mala skozi, neki tole res zelo hitro spuca in tudi njej dovolim, da spuca s tem. Torej, da ščisti sama, ker če bi imela neka toksična čistila, ni šans, da ji pustim, da prime to v roko, niti zame to ne bi bilo v redu, niti za njo to ne bi bilo v redu. Tako da tukaj pa dejansko lahko pustim njej in zelo uživa v tem. Ja, in evo, tudi za strojno pomivanje je, jaz sicer stroja ne uporabljam, uporabljam za ročno pomivanje posode in to seveda vpliva tudi na roke. Danes imam prav za nalašč gor rokavice, zaradi tega, ker se tudi sama, zaradi zaščite rok, odločam, da imam gor rokavice, kadar ful veliko pomivam, ampak če pa uporabljate klasična čistila, je pa to tako in tako nujno, ker te stvari ti ne bojo uničile kože, tu kakor ostale. In tudi morate vedeti, vse, kar date na kožo, takoj pride noter. Zdaj tukaj ne bi bil problem, ampak vseeno, zakaj ne bi imeli rokavic, kar so dejansko ženske včasih imele, In pa evo, tukaj imamo pa še čistilo za kuhinjo, odlični tudi razmaščevalci. Jaz imam v svoji hiši plinski štedilnik, na katerega prisegam in ga je treba pucati. Definitivno ga je treba pucati in to zelo pogosto na 2 dni in zelo preprosto za temi čistili. Tako da v resnici se da se, imamo možnosti, imamo opcije, ki niso tako zelo, ne vem, dražje ali nedostopne. Na slovenska ekološka čistila boste našli praktično v večini trgovin, tako da ni to nekaj, kar bi bilo zdaj zelo, zelo nedostopno, kot so bile včasih te stvari, ki so bile malo bolj zdrave, pa to so bile ful dražje, pa ful bolj nedostopne. Jaz sem vesela, da temu danes ni več tako in predvsem, da zamenjaš, narediš si zalogo, poenostaviš si, odločiš se, v redu, skozi kupujem ta von, v redu, za les imam to, zato imam to, zato imam to. In evo, mir v glavi. To je tisto, kar je pa v resnici še največ vredno.